Kulturnice. Olmo Omerzu, živijo. Živijo. Zelo nenavadno, da sem se srečala prav v Ljubljani, ker ponavadi se na kakšnem festivalu, ampak tukaj je bil nek poseben namen. Zdaj pa ne vem, čez katerega misliš. Misliš to, da bom imel kmalu premiero svojega novega filma, Nehvaležna bitja? Ne, zdaj se prav ta teden, ko predavaš, ne? Ja, srečala sem se pa, ker sem imel teden, v bistvu sem predaval na Agrafoteu, ker sem imel mojstrsko delavnico, ker sem predstavljal svoje filme. Tudi Nehvaležna bitja, pa govoril sem o svojem procesu, ki je mogoče na nek način specifičen v tem smislu, da se zelo ukvarjam pred snemanjem z delom z igralci. V bistvu ta nek proces, ki ga imam prej, je na nek način mogoče celo bolj podoben gledališkim vajam, samo s to razliko, da mi ne fiksiramo tekstov, ampak na nek način ga pripravljamo na samo snemanje. Potem sem se pa osredotočil na scenarije študentov, ki jih pripravljajo in bojo jih čez recimo približno pol leta snemali. In sem nekako probal preko teh scenarijev približati v bistvu svoj način dela pa predati izkušnje. Zdaj, koliko je, Olmo, že minilo let od tvoje diplome in tvojega diplomskega filma Mlada noč? Mislim, da 20, če se ne motim. Nekaj takega. Toliko? Ne, motim se. Ne, zelo se motim. Ne, v bistvu 20 let je od trenutka, ko sem začel študirati na FAMU-ju. Če sem 2005 začel študirati na šoli, mislim, da je Mlada noč 2012. 2012, to sem si pa zapisala. 20 let, ampak je veliko manj. Seveda, vsi smo v pričakovanju tvojega novega celovečernega filma Nehvaležna bitja, ki sem ga imela čast videti prav na Agrafoteu, ko si ga predvajal tvojim študentom. Kateri film je že to po vrsti, 4. ali 5. celovečerni? Ja, tle je vedno neka taka dilema, a je zdaj Mlada noč moj prvi debitantski film ali ni. Zdaj, ker je bil v bistvu to 60-minuten film, ki je nastal takrat še kot v okviru diplome, takrat kot moj magistrski film na FAMU-ju. Z Mlado nočjo skupaj je to 5. film. Nadaljuješ te tvoje zgodbe, ki so družinske zgodbe, ne? Polne suspenza in presenečenj in vedno so v dialogu otroci in starši, ne? In potem seveda neki zunanji dejavnik, ampak tista presenečenja, ki po mojem tudi tebe, kot se enkrat izjavil, samega presenečajo, ne? Kako se to začelo? Vem, da je bila Mlada noč prva, ne? To ti nadaljuješ, ne? In to gre iz filma v film. Čeprav naslednji projekt nimam v družini. Ampak v bistvu to, kar me je vedno fasciniralo, je, da pa zdi se mi mogoče, da je to uspelo pri zadnjem filmu najbolje in to, da na nek način družina je v bistvu tudi neka preslikava družbe kot take. V tem filmu pa sploh se mi zdi, ker je neka osnovna dramaturška hrbtenica v bistvu je opazovanje, kako iz nekih nedolžnih belih laži te laži postajajo vse bolj resne, vse bolj nevarne in v bistvu končajo v neki manipulaciji tudi med družinskimi člani. Laž v bistvu nekako paradoksalno v tem filmu, tako malo kot neka moralna provokacija, v bistvu rešuje vse težave. Tako da če ne bi bilo nekega preobrata na koncu, nekega nočem povedati, v bistvu bi na nek način bila laž zelo zdravilna za vse junake v našem filmu. In to me je pri samem pisanju v bistvu provociralo, ne, glih zaradi tega, ker v bistvu se s tem ne strinjam, ampak istočasno sam potek zgodbe je to omogočal, da so se te stvari na ta način odvijale, ne? Da ta laž je dejansko ta, ki rešuje vse probleme. Po drugi strani je pa to nekaj tudi zelo resničnega, ker se mi zdi, da pač ljudje nekako raje iščemo te krajše poti v življenju, kakor pa da bi se v resnici, ne vem, ukvarjali z svojimi problemi, pa vzeli si ta čas, pa si priznali v bistvu, kaj počnemo narobe. Prav te kratke, male laži včasih rešujejo kar velike probleme. Ja, zelo je. Mene je tudi fasciniralo na nek način, recimo prav pri teh igralskih vajah, koliko zelo v teh improvizacijah, ker smo se pač ukvarjali z lažjo pa z manipulacijo, koliko zelo v bistvu so ljudje, izgledamo na nek način človeški, ko lažemo. Nek paradoks mi je v bistvu postal fascinanten. No, ampak v tem filmu se ti lotiš tudi anoreksije, ne, ki je kar srhljiva, ne, reč, ampak tudi v tem filmu jo na zelo poseben način prikažeš.
ni lažna, je resnična. Ne? To je zelo pomembno, ker mi imamo dva glavna lika na nek način v tem filmu. V središču je v bistvu odnos očeta in hčerke in nekega najprej mogoče niti ne tako zelo, da bi si priznali, da pač ima hči resničen problem. In kar se tiče anoreksije, pa pač tema, ki se mi zdi, da se tudi preslikava družbeno v današnjem času, pa za socialnimi omrežji in tako. Jaz sem bil zelo pazljiv v bistvu s to temo, imel sem zelo velik research, tudi zaradi tega, ker se ukvarjam prvič, je to punca, ki je v filmu stara recimo 17 let, je to generacija, ki ni moja generacija, tako da sem v bistvu delal zelo veliko intervjujev s puncami, ki so že recimo danes ozdravljene, ampak na nek način so mi nekako ponudile vpogled v to njihovo stanje, recimo v tem podobnem obdobju, kot je naša glavna junakinja. Tako da v bistvu je meni bilo na nek način zelo pomembno biti avtentičen znotraj teme, ki je tako zelo občutljiva. Odlično se mi je zdelo, da ta oče, ta osrednji lik, ne, je Anglež, ne, in tudi jezik je angleščina. Ne. Ja, ker mi imamo v bistvu družino, kjer je oče Anglež, mama je Slovakinja, živijo pa na Češkem, je potem takem jezik pač hčerke pa sina češčina. Ne? To se pravi, vsi trije govorijo na nek način v drugem jeziku in potem, tako kot poznamo te večjezične družine, pač je neko to intuitivno preklapljanje med enim in drugim jezikom, ker včasih se tudi na nek način to preklaplja tako v smislu neke manipulacije. Zdaj, kdaj otrok govori v materinščini, kdaj ne, v bistvu kdaj oče uporablja ta jezik, v bistvu, ki ni njegov lasten, ampak jezik otrok, ne, recimo, če bi rad na nek način dosegel nekaj v odnosu. In mene je fasciniralo, da je to v bistvu neka razbita družina, ki je razbita tudi v jezikih. Tako da ni v bistvu ta neka angleščina oziroma ta miks jezikov tako samo samemu sebi namen, ampak se mi zdi, da zelo takoj na začetku eksponira temo filma. Ta film ima neko dinamiko, oni so na morju, počitnice, dogaja se celo v Dalmaciji, ne? Vse ima svojo metaforo, tudi te čričke na začetku filma. Vmes pa se marsikaj dogaja. Ne? Glede igralca, ta dva otroka sta različno stara, fant ima svojo trmo in tudi svojo ironijo, ampak dekle pa je zanimiva oseba. V bistvu meni je bilo zelo pomembno pri tej vlogi, da iščemo nekoga, ki nima izkušnje z anoreksijo. To je bilo zame zelo pomembno, ker se mi zdi, da ta film ne govori o anoreksiji, pač to je zelo pomembna tema tega filma, pa tudi nekako se mi je zdelo, da se ne smejo te stvari nekako povezovati, da je to prenevarno, da je to v bistvu tudi na nek način zelo bi bilo nemoralno. Sploh, ker so to ne igralci. Ampak oni nimajo te iste priprave, nimajo teh istih orodij, kako izstopati iz vlog. Sploh, če so to najstniki, recimo, ki vstopajo v neka življenja, ki so na nek način tako zelo intenzivna, težka za razumeti. Ampak jaz sem v bistvu zelo veliko delal vse te vaje na nekih dinamikah, recimo, da smo z Barry Wardom, pa zdaj smo vadili skupaj, tako da sem imel oporo tudi ne glede na to, da je Barry Ward zelo znan igralec, ki je recimo preigral pri Kenu Loachu v Jimmy's Hall glavno vlogo. Sem bil ful vesel, da to je bil tudi na nek način moj pogoj, če si lahko vzame čas za te vaje, ker se mi je zdelo zelo pomembno, da v bistvu se oni med sabo navežejo in da bojo resnično funkcionirali kot družina, ta večjezična družina, da v bistvu med njimi dejansko obstaja ta vez. Novi film pa je to res, oziroma se zelo veselim, kar slišim, da se bo snimal celo v Sloveniji. Mislim, to je še zelo prezgodaj govoriti o tem, ker je v bistvu to projekt, ki ga razvijam v Sloveniji. Z Nebojšo Poptasičem sva napisala scenarij. Na nek način se nam je zdela ta ideja, da bi bila zanimiva v bistvu glih jo posnet v Sloveniji. Jaz sem več časa o tem razmišljal, ampak sem pa v bistvu čakal na nek tak impuls, pa ne zdaj, da bi hotel posnet neko temo, ki bi bila zelo slovenska ali pa da bi se ukvarjal ravno s tem, ampak v bistvu čisto po neki intuitivni ravni, da bom začutil, da bi ta film pa rad recimo videl v Sloveniji. Kot nek nov prostor, po drugi strani pa nisem še nič posnel tudi v slovenščini. Jaz sem praktično posnel pri 13 amaterski film z naslovom Almir.
Film s slovenskimi igralci. V slovenščini, ja. Veliko se poje v tem filmu, ampak scenariju, tako da ni pa musical. Musical. Ni musical, ampak veliko se pa poje. Vidim, da se vse stvari v tvojih filmih prepletajo na tisti pravi način. Sam si rekel, da je minilo 20 let, odkar si šel v Prago na študij. No in zdaj, po teh 20 letih, si imel svoj workshop, ne, v Ljubljani, tle študenti, kjer nisi študiral na HGFT, ne, ti si končal v Pragi, češko znamenito šolo. Kakšno so to zdaj ta občutja? Je bilo nekaj drugače zdaj ta teden, ko si govoril študentom o svojem ustvarjalnem procesu? V bistvu so mi bili fajn te projekti, na katerih smo delali, ali pa te scenariji, ki bojo nastajali. Ko je bilo pač inspirativno to tudi zame. Zdaj ne vem, jaz nisem nikoli v bistvu čisto spustil Slovenije iz fokusa, ne, ker v bistvu te moji filmi so bili tudi koprodukcije slovenske, ne, tako da meni se je na nek način zdelo pomembno v bistvu ohranjati nek stik s tem prostorom. V bistvu jaz vse stvari, ki jih delam, na nek način jih gledam v bistvu preko filma. Ta perspektiva razmišljanja o meni samemu je v bistvu film, tako da vedno v bistvu tudi o teh najbolj intimnih stvareh na nek način razmišljam preko perspektive režiserja ali pa avtorja ali pa ne vem, kako bi temu rekel, tako da. Olmo Merzuh, hvala za ta pogovor in seveda še enkrat čestitam za film in se vidiva na premieri. To je 28. januar v Kinodvoru. Ja, vabljeni, ali kaj ne rečem. Se veselim že premiere. Kulturnice.